galeriji Jekurna v Ljubljani je trenutno na ogled razstava z naslovom Parabola zla v mraku so sence nevidne. Gre za skupinsko razstavo, ki je na nek način nastala kot odziv na čas, v katerem se trenutno nahajamo. V kakšnem času govorimo, gre za nek negotov čas, ki ne obljublja neke blazno pozitivne prihodnosti. Gre za čas, ko se rušijo vrednote, v katere smo verjeli, da so nekako nepremakljive, da se bomo vsi bolj kot ne borili za njih. Gre za čas, ko se nam rušijo neki osnovni stebri miru, sočutja, neke solidarnosti. Predvsem nas je zanimalo, kako je mogoče, da se vsake toliko v zgodovini ali vedno znova zlo, če uporabimo ta zelo splošen in metaforičen pojem, kako se pojavi v družbi, kako pronicne skozi njene pore, ne da bi to ljudje opazili oziroma opazijo večinoma prepozno, da bi lahko to takoj zaustavili in izločili. Kako je mogoče, da konec koncev tudi drug drugemu ratujemo sovražnik, da smo pripravljeni dopustiti med nami toliko nekega nasilja, toliko neke agresije. Kako se to lahko zgodi, glede na to, da nas je zgodovina v preteklosti že naučila, kam lahko to vodi, kako katastrofalne posledice so ne samo za posameznika, ampak človeštvo nasploh. To je ena stvar, ki nas je zanimala v vsebinskem smislu. V likovnem smislu pa predvsem, kako umetnost to detektira, in sicer skozi nek proces, ko pokaže svet, ki se nam zdi, da je tak, kot je, ali pa neka podoba, ki se nam zdi, da je taka, kot je, v resnici v popolnoma drugi luči, ko skozi nekaj detajlov, nekaj vsebinskih preobratov pokaže, da to, kar gledamo, ni takšna stvarnost, ampak se pokažejo tiste stvari, ki so se prej skrivale za maskami, ki se je nekako poskušalo prikrivati v teh sencah mraka, o katerem govorimo. Izhodišče za naslov je bila knjiga Danila Kiša Enciklopedija mrtvih, in sicer zato, ker sam uporablja podoben pristop pri svojem pisanju, namreč deloma izhaja iz nekih popolnoma dogodkov, ki so se zares zgodili, nekih zgodb, ki so resnične, ampak tam, kjer ostane nejasnost, kjer je polje nejasnosti, ni faktov, jih dopolni sam. In se pravi, ustvarja neko novo zgodbo, s tem pa pokaže v bistvu nič manj resnično realnost, ki jo poskuša odstreti. Razstava je razporejena v 3 sklope, dela so povezana v tematska polja. Prvi nekako naslavlja prostor nekega vsakdana, ki se zdi na videz neproblematičen, nekega malodušja ali pa preobilja, nekaj, kar živimo, se nam zdi, da vse štima, ampak hkrati pa se počasi tukaj vmes odpira prostor za neka zlovešča dejanja, za neke laži, za neka kotanja, kjer se kopiči možnost, da potem pride do eskalacije nasilja. Temu je namenjen drug sklop in tukaj res pride do prikaza neke izrazite manifestacije skrajnega nasilja. Imamo primere kanibalizma kot nekega tistega najhujšega človeške samodestruktivnosti, ki se zdi, da se usmerja zgolj proti drugemu, ampak navsezadnje je to njegova vrsta, to se pravi proti njemu samemu. Potem imamo tu sedim pred sliko Sveti Jurij Aleksija Kobala, kjer imamo povsem klasičen mitološki prizor, ampak kaže oziroma nam da misliti o tem, ko prihajajo neki borci, ki nam prinašajo boljšo svetlo prihodnost, ali res prinašajo to svobodo, ali res prinašajo nekaj boljšega, ali pa v resnici se bo zgodil tukaj preobrat, ki bo v bistvu nas potisnil v neko situacijo, ki ni najboljša za nas, ukoriščala se bo pa neka peščica oziroma nekdo, ki ima zadaj večji načrt. V drugem sklopu del najdemo recimo tudi delo Zorana Mušiča, ki je sicer predzgodba oziroma je nastala še pred ciklom Nismo poslednji, gre za abstrakcijo, kjer pa se že nakazujejo neke sledi, v katerih bi lahko prepoznali tiste znane silhuete pretresljivega cikla Nismo poslednji, kjer je umetnik pokazal nekaj, kar je sam ves šokiran ugotovil, da vsa morija, vsa to nasilje, ki so ga preživeli on konkretno v koncentracijskem taborišču Dachau, ni bilo zadnje poglavje, da se še vedno nič niso naučili, da se podobno dogaja v času nastanka tega cikla, recimo v Vietnamu, predtem v Korejski vojni in tako naprej. Poleg Mušiča je na razstavi še eno izrazito abstraktno delo, in sicer V duše jesih. Gre pa za
mogoče glede na to, da večinoma gre za figuraliko, deloma izstopa in sicer gre za trenutek uvida, ravno tega uvida, o katerem smo govorili, ko se nam svet pokaže ali pa neka realnost pokaže drugačna, kot smo si jo zamislili in se razruši na prav faktorje, potem pa mi lahko konec koncev iz tega rušimo oziroma gradimo neko novo stvarnost, nek boljši svet, nek drugačen svet, kot ga opazujemo. Slika Staša Kleindiensta Zmagoslavje zla ravno vsebuje ta preobrat, ki ga večkrat omenjam, in sicer na njej vidimo podobe nekih pošasti, ki spominjajo malo na Bacona ali pa Boscha, kakorkoli, ki se zdijo na prvi pogled, ko pogledamo v to njegovo značilno krajino, tiste, ki nas ogrožajo, ki prinašajo nekaj slabega. Ampak ko pogledamo pobliže, so v bistvu človeške figure tiste, ki povzročajo nasilje, ki povzročajo neko kri, ki teče v ozadju, in so človeške figure tiste, ki so te pošasti podjarmile. Se pravi, če je celotni sliki naslov Zmagoslavje teme, kdo je torej tista tema, ki tukaj prevlada, kdo je tista negativna, kdo je tisti antagonist tega prizora, ali smo torej samo ljudje še po tem pohlepu in izkoriščanju drugih sploh še znamo videti drug drugega. Delo Erika Mavriča spada v serijo z naslovom Nižanje stroškov za večjo učinkovitost. Gre za serijo, v kateri se umetnik ukvarja skozi medij risbe, ker je zelo zanimivo, se ukvarja prav skozi to skrajno izkoriščanje človeka, ki postane popolnoma samo potrošno blago, ki se ga izmozga, dokler se ga da, potem pa odpadni material. In Erik to ponazarja z res težkimi nasilnimi prizori, da pokaže, da nas neposredno sooči s tem nasiljem, ki je lahko zelo fizično in dobesedno, ampak on seveda tukaj ponazarja tudi to sistematizirano izkoriščanje ljudi in celotnega človeštva. Tretji sklop pa je namenjen na nek način žrtvam tega nasilja, te zloveščosti, te neprijaznosti, te agresije, ki smo ji priča v svetu, in sicer žrtvam na več načinov. Na eni strani tiste skupine, ki so vedno zelo prikladne za demonizacijo, za neko iskanje žrtvenih kozlov, se pravi, v preteklosti so bile to denimo čarovnice. To tematiko obravnava v zelo poetičnem in krasnem delu Ana Likar, in sicer gre za video delo, v katerem se na nek način poklanja Marini Cesare, ki je bila ena od zadnjih čarovnic, ki so jih ubili pri nas in so ji očitali, da je delala neurja in takšne podobne očitke, kot se je čarovnicam ponavadi očitalo, zato da se je seveda našlo krivce za nekaj, kar jasno, da seveda te žrtve niso mogle biti tega krive, ali pa mogoče prebežnik ali pa neke ljudi, ki se jih vedno krivi za nekaj, kar pa v resnici vzadaj stojijo neke druge sile, ki vse te ljudi silijo v neke določene situacije, ki tudi njim na vse zadnje ne koristijo. Druga skupina žrtev, ki jih vidim, so pa posamezniki, ki se v tem zloveščem svetu preprosto ne počutijo doma, ki se jim zdi ta svet neprijazen, ki se jim zdi ta svet tuj, nočejo biti del tega sveta na tak način, da bi bili oni del te normalnosti, ker se jim ne zdi normalna in se zato sami počutijo nenormalni, se pravi pošasti, kot neki izstopajoči liki, ki jih ta normalna okolica ne sprejema, ker so do tega potiham ali na glas kritični mogoče. Ob tem mogoče omenim sliko Jožeta Tisnikarja, ki je njegov opus se že tako obravnava na podoben način, ravno to odtujenost, osamljenost mogoče. Slika, ki jo omenjam, pa je naslov Portret in če bi tako nas splošno opisali, bi rekli, da je na sliki neka pošast, ampak verjetno je to nek posameznik, ki se prav v tem svetu ne čuti tako, kot bi si želel, ki se čuti, da je on tujec in da je on tiste pošast, v bistvu bi pa mogli ta prst pokazati verjetno na druge. Na razstavi je prisotna tudi fotografija, in sicer gre za 2 deli Andreja Lamuta iz serije Mnemozis. Gre pa za serijo, v kateri se fotograf ukvarja z nekim vmesnim stanjem med spanjem in budnostjo. In sicer ga zanima neko stanje, v katerem se nam včasih zgodi, da se nam pojavijo neke zamisli, neke fantazme, včasih imamo neke ideje, ampak v trenutku, ko stopimo iz njega, ko se recimo da prebudimo,
ne znamo več otipati, kaj točno smo čutili, kaj točno se nam je porajalo. Čeprav vemo, da nekaj je bilo, ne znamo čisto določiti obrisov, kontur tega in gre za to, se pravi, neko stanje vmes med otipljivim in neotipljivim. V razstavo je nekako vključeno prav v tem trenutku poskusa uvida nečesa, nezmožnosti uvida nečesa, pa tudi mogoče kot neko stanje umika, da se umaknemo v svoje polje, ki nas na nek način zaščiti ali pa ne pred okolico, ki nas obdaja in je ne želimo sprejeti. Razstava v resnici in vsa ta dela v resnici obravnavajo izredno težko temo, izredno težko sprejemljivo temo. V resnici se vsi verjetno težko soočamo z neko realnostjo, ki smo ji priča. In vseeno pa želim, da se mogoče potegne iz nje tudi nekaj pozitivnega. Navsezadnje, ta zadnji sklop ljudi, ki jim ni mar, ki se počutijo žrtve tega sistema kot nekdo, ki se počuti tujo kot temu in ne bojo sprejemali nasilja, zloveščosti, ki jih obdaja, pomeni, da je toliko veliko ljudi, ki jim je mar, ki konec koncev ob zlem vedno je nekaj tudi dobrega. In verjamem, da tudi ta dela so nastala iz podobnega vzgiba. Se pravi, nekdo opazuje svet, želi pokazati na to, kar vidi, ne želi samo odvrniti pogleda, ampak ne toliko opozoriti mogoče, ampak mogoče pokazati, vidim to, če vidite tudi vi, sva že dva, ki ne bova dopustila, da to prevlada.